besedo. Medijski uboj nedolžnega človeka v Sloveniji je popolnoma enostavno početje. Naj ponazorim. Kdo med vami je član kakšnega društva? Kakršnega koli društva? Lahko dvignete roko. Skoraj vsi ste v nekem društvu. Nekdo, ki mu niste všeč, lahko pred lokalnimi volitvami, ko ste na X mestu neke X liste, na policijo pošlje anonimno ovadbo, da v tem društvu v navezi s predsednikom, če niste predsednik društva, delate luparije z denarjem tega društva. In seveda pošlje elektronsko pošto uredniku medija. Ta urednik seveda, ker dela svoje delo, bo vprašal vas o tem in seveda bo vprašal policijo. Policija bo povedala, ali da ne morejo o tem govoriti zaradi postopka, vi pa boste rekli, da o tem nič ne veste. In v časopisu popisalo oseba ta in ta, vsak med vami morda, ki v društvu tem in tem deluje že toliko let, je v policijskem postopku zaradi take in take obtožbe. In to bo natisneno v časopisu. In proti temu se ni možno boriti. To se je v slovenskem prostoru dogodilo že velikokrat, tudi meni samo v zadnjem letu dvakrat, pa nisem nobena zelo pomembna oseba. Mehanizem je strahovito enostaven in se vedno znova uporablja in zlorablja. Metoda je izjemno preprosta. Pravkar sem me ponazoril, vsak med nami je lahko žrtev takega početja. Druga točka, ki sem se želel dotakniti. Te dni, zadnji teden, morda malce več, se izjemno veliko govori o pravni državi. Trdim, da se pravna država v Sloveniji upošteva selektivno. In kadar se pravna država upošteva selektivno, je ni. V Sloveniji imamo institucije pravne države, ampak to ni dovolj. Imeti moramo tudi ustrezno zakonodajo in imeti moramo visoko stopnjo etike in integritete tudi na strani tistih, ki delujejo v institucijah pravne države. V primeru, ki je zatresel to vlado, se pravna država ravno tako uporablja selektivno. Ko se je potrebno sklicevati na pravno državo, se na pravno državo sklicujem. Recimo v tistem delu, ko je poročilo komisije brezprizivno, dokončno, ko o njem ni mogoče razpravljati. Tisti, ki to trdijo, pa popolnoma pozabijo na pomen pravne države, takrat, ko zakon najverjetneje ni ustaven. In tako trdijo celo strokovnjaki, ki so vse kaj drugega kot ljubitelji stranke, ki je trenutno na oblasti. Ko se celo ta neustavni, najverjetneje neustavni zakon ne upošteva, kot bi se moral, tudi to jih ne zanima. Ko so dejstva v samem poročilu, o katerih se nekateri ljudje niso mogli niti izjasniti, niso zadeve dobili na pogled, kot bi morali po zakonu, tudi takrat pravna država ni pomembna. Za mene je sklep popolnoma jasen. Pravne države v Sloveniji ni in če je ni, se tudi ne smemo sklicevati. Kar lahko storimo je, da delamo v smeri, da bi imeli pravno državo. Vsi mi moramo zahtevati pravno državo. Za vse in enako. In še tretja točka,
katero bom tudi zaključil. Ali želimo v tej državi imeti vlado zgrajeno na laži in izdajstvu, na prebiranstvu, na kraptovanstvu? Ali imamo slovensko državo, ki je na tem zgrajena? Mislim, da slovenska država ni zgrajena na izdajstvu in na laži, zato tudi ne bi bilo ustrezno, da bi imeli tako vlado. Pri tem ne gre le za moralne vprašanje ali pa za vprašanje etičnosti delovanja v političnem prostoru. Ne. Gre za temeljno razvojno vprašanje. Gre za vprašanje, kakšna bo kakovost našega življenja, življenja naših otrok in vseh, ki jih imamo radi. Tudi tistih, ki jih nimamo radi, da ne želimo nič slabega, tudi za kakovost življenja naših političnih nasprotnikov. Vseh, ki živimo v tej državi, ki jo imamo za svojo domovino. Če se želi gospodarstvo neke države ali pa države kot celota razvijati, niso dovolj le trdi, otipljivi dejavniki. Enako, ali pa še bistveno bolj, so pomembni težko otipljivi razvojni dejavniki. Civilizacijska kompetenca, podjetniški duh, kakovost politike, družbena kohezivnost, socialni kapital, podprtost družbe navzven in še, in še, in še. Ali lahko tako dogajanje, take dejanja, kot smo jim priča zadnje dni, ali lahko prispevajo k razvijanju teh razvojnih dejavnikov? Pri čemer opozarjam, da se ti dejavniki, podobno kot zaupanje, zelo težko gradijo in zelo hitro porušijo. In vsaka škoda, ki je storjena, se zelo, zelo težko nadoknadi. S tem dogajanjem ne le zvišujemo stroške zadolževanja, kar vemo, da se ravno te dni dogaja, ampak tudi uničujemo te dejavnike. Nevarnost za razvoj slovenske družbe je izjemna. Slovenija je bila še pred enim tednom na pravi poti. Je zadihala, imeli smo pozitivne signale tudi iz mednarodnega prostora. Potem pa se je zgodilo, kar se je zgodilo. Še za zaključek. Ni prav, da tiha večina molči. Če imamo radi to državo, če imamo radi sebe, če imamo radi svojo družino, svoje otroke, starše, sestre, se moramo oglasiti. Opozarjam vas, nahajamo se pred prelomnico. Vsi se moramo oglasiti in dati resnici in razvoju tiste priložnosti, ki se jo zasluži. Zaradi nas. Ne zaradi Janeza Janše. Zaradi nas. Hvala.